Hvala za ta uvod, spoštovani udeleženci, dame in gospodje. Dovolite, da vam zaželim dobrodošlico na 11. tradicionalni konferenci Informatika v javni upravi 2020. Letošnja konferenca poteka virtualno. Tu smo si za rdečo nit konference izbrali slogan, ki ga je gospa Žana ravnokar predstavila, torej digitalizacija v sodobni državni upravi, soočanje z izzivi nove realnosti. Digitalizacija je vsekakor postala del našega življenja in nas spremlja na vsakem koraku. V tem času je postala nujnost za preživetje vsakogar, tako zasebno kot poslovno. V času epidemije je postalo to še posebej očitno, delo, izobraževanje, celo družbeni stiki in tovrstne konference so se preselili na splet. Čas, v katerem živimo, zaznamuje tudi velik porast velepodatkov, internet stvari, različne pametne naprave, ki nas obkrožajo, nenehno generirajo digitalne podatke. Vse to pa prinaša tudi nove vidike in modele poslovanja, ki nam preko internetnih platform odpirajo novo ero priložnosti, poslovno in zasebno. Seveda moram poudariti, da to razkriva potrebo po obvladovanju predvsem digitalnih veščin in znanj pri vsakem državljanu, saj je to zdaj postal predpogoj za vključenost v te nove načine poslovanja in komuniciranja. V Sloveniji smo sicer lahko ponosni, da imamo v tem digitalnem okolju kar nekaj strateških prednosti. Imamo urejeno infrastrukturno okolje, dobro delujoče in stabilne javne sisteme, politično podporo, ki je usmerjena v napredek, vrsto uspešnih, inovativnih posameznikov, podjetij, pestro in agilno raziskovalno dejavnost in pa aktiven nevladni sektor. Navsezadnje smo kot manjša država vseeno vidni na mednarodnem parketu, še posebej preko aktivnega sodelovanja z vrsto mednarodnih strokovnih in akademskih institucij. Denimo na področju umetne inteligence smo v svetovnem merilu dosegli kar nekaj vidnih uspehov in z globalnim centrom za umetno inteligenco, ki ima sedež v Ljubljani, tudi Slovenijo postavili na zemljevid na tem področju. To je zagotovo pomemben dosežek, potrjuje večletno vztrajno in trdo delo slovenskih znanstvenikov na tem področju, predvsem z Inštituta Jožef Štefan in iz slovenskih univerz. Da pa bodo vse te prednosti zares pripomogle k krepitvi konkurenčnosti, je ključno, da so v digitalno preobrazbo vključeni vsi deležniki širše družbe. Izhodiščno je pomembna krepitev zaupanja v napredne tehnologije, pa krepitev, že omenjena krepitev veščin za njihovo uporabo. In temu moramo slediti tudi celotna javna uprava in njeni uslužbenci. Za večjo fleksibilnost in podporo vsem našim uporabnikom, torej tako iz gospodarstva kot državljanom, moramo vzpostaviti celovite digitalne javne storitve in pa optimizirati obstoječe, žal večkrat tudi še ročne procese. Kot primer dobre prakse lahko s ponosom povem, da smo v času pandemije zaznali bistveno povečanje oddaje elektronskih vlog na portalu e-uprava, smo pa takrat zaradi situacije onemogočili vročitev nenujnih pošiljk državljanom. Naš cilj je bil zato, da čim prej zagotovimo tudi elektronsko vročanje nenujnih pošiljk, kar smo sedaj uresničili s produkcijo projekta e-vročanje. Torej, upravne enote, ministrstva, njihovi organi v sestavi, centri za socialno delo, geodetska uprava, torej vsi te in še drugi od 23. novembra letos vročajo dokumente državljanom v varni elektronski predal na e-upravi. Tukaj gre za zmagovalno kombinacijo enostavnosti in osredotočenosti na potrebe uporabnikov, dokazuje pa seveda tudi inovativnost, ki je v državni upravi, kljub nekaterim predsodkom, ne manjka. Smo pa torej slišali že na letošnjem srečanju OECD e-leaders, da je za učinkovito uporabo digitalnih orodij in podatkov in pa za hiter odziv na potrebe okolice nujna jasna vloga upravljanja na tem področju. Države, ki so v preteklih letih vlagale v digitalizacijo, so se dejansko veliko lažje odzvale na razmere v tej pandemiji, ki je pač oddaljen in varen dostop do javnih storitev ključnega pomena. Pandemija je pozitivno, a nepredstavljivo pospešila procese digitalizacije, saj z njimi dobesedno rešujemo življenja. In jaz verjamem, da bodo ti pozitivni učinki digitalizacije trajali tudi takrat, ko bomo spet zaživeli na klasičen način.
Ponosen sem tudi na uspešno vzpostavitev mobilne aplikacije Ostani zdrav. Zdaj se je preneslo že več kot 200 tisoč državljank in državljanov in smo dokazali, da smo lahko uspešni tudi z manjšimi vlaganji in pa strokovnim znanjem in agilnostjo. In pa seveda z mednarodno vpetostjo, kar je vodilo tudi k pripravi te aplikacije. Dobrih praks je seveda še več. Kot sem že omenil, je to e-uprava. Državljani lahko tam brezkontaktno in od doma upravijo javne storitve, e-bolniški list, e-recepti, e-davki že vrsto let, e-turistični boni, torej voucheri, spot, ki je namenjen poslovanju podjetij z državo nadaljavo, portal NIO, ki je osrednja točka za spodbujanje interoperabilnosti, go.si kot centralno spletišče javne uprave, potem imamo pa podatkovne sisteme, OPSI, Skrinja, Pladen in še bi lahko našteval. Zdaj, v bodoče bomo vso energijo usmerili na nadgraditev teh naših storitev z uporabo tehnologij in orodij umetne inteligence, vse v smeri mobilnosti, interoperabilnosti, celovitosti in uporabniških izkušenj. Kot vidimo in čutimo, tudi ta konferenca dokazuje, da je digitalizacija nova normalnost tudi v javni upravi. Zato je ena od naših prioritet tudi pospeševanje digitalne transformacije podporo našim uporabnikom. Za podlago imamo več strateških dokumentov, ki omogočajo usklajeno načrtovanje in delovanje. Kot pomembno izhodišče pa lahko vzamemo ugotovitve iz preliminarnega OECD-jevega pregleda slovenske digitalne uprave, ki nam za nadaljnji razvoj poudarja pomembnost tesnega sodelovanja z našimi uporabniki pri razvoju digitalnih javnih storitev, pri boljšem upravljanju in pa izrabi podatkov. Glede na vse to smo začeli s pripravo nove strategije Digitalna Slovenija 2030. Namen te strategije pa je začrtati razvoj, krepitev in spodbujanje digitalne preobrazbe v slovenski družbi, v javni upravi in v podjetjih. Vizija Slovenije je, da s takšnim pospešenim digitalnim preoblikovanjem družbe in gospodarstva izkoristimo razvojne priložnosti digitalnih tehnologij in da postanemo ena izmed vodilnih digitalnih družb. Prizadevali se bomo za intenzivno digitalnih tehnologij v vseh segmentih družbe, a seveda ne smemo pozabiti na zagotavljanje vključenosti vsakega državljana v informacijsko družbo. V okviru te strategije bo vključeno tudi pomembno poglavje digitalnih javnih storitev, kar bomo pa podrobneje razdelali v strategiji digitalne javne uprave, vse s ciljem pospeševanja digitalne transformacije za boljšo, bolj učinkovito, prijazno in pa, ne smemo pozabiti, zaupanja vredno javno upravo za naše uporabnike. Tudi osebno verjamem, da je komunikacija med državo, državljani in podjetji zelo pomembna. Vsi veste, uporabniki pričakujejo digitalne dostopne storitve dan danes 24 ur na dan, 7 dni v tednu, tako kot jim to zagotavlja zasebni sektor. Pričakujejo, da se bo torej tem pričakovanjem prilagodila tudi država. Digitalna komunikacija v osnovi ni samo hitrejša, dostopnejša, natančnejša, bolj integrirana, hkrati omogoča tudi visoko stopnjo vključenosti uporabnikov, tako v proces dizajniranja in izvajanja in pri storitvah in pri politikah. In na koncu vključevanje deležnikov lahko prispeva tudi k boljšemu zaupanju in pa dejanski uporabi ponujenih storitev, zato bomo spodbujali njihovo vključevanje tudi pri nadaljnjem razvoju. Ker ključno je, ne glede na to, kako kakovostne storitve imaš, ključno je, da jih uporabniki uporabljajo. Tudi, kot veste, v zasebnem sektorju na trgu ni dober produkt, ni tisti, ki je res kakovosten, predvsem dober produkt je tisti, ki ga znaš tudi prodati. Vsekakor bo vse to, vsa ta naša prizadevanja bodo olajšala delo tudi organom javne uprave. Izboljšala navsezadnje uvrstitev Slovenije na različnih mednarodnih lestvicah, ki merijo digitalno razvitost držav, in vse to bo pozitivno vplivalo na dejansko vse ravni našega življenja. Moj in naš cilj na MJU pa je, da postane javna uprava res servis državljanov. In mislim, to je mantra v zasebnem sektorju že stoletja, service oriented, torej osredinjena na storitev in državljana. Želim vam na koncu uspešno konferenco, polno navdihov, novih idej, v novem letu pa veliko digitalnih in seveda tudi v živo, jasno, zmag in veliko zdravja. Hvala.